Teden dni pred Veliko nočjo se po ulicah Slovenske Bistrice s svojimi izdelki predstavljajo sejmarji iz vse Slovenije. Že 75. kramarski sejem Cvetni petek je letos organizirala Komunala Slovenska Bistrica. Na 75. cvetnem petku je prav tako 75 razstavljavcev, lani jih je bilo 58. Veseli smo, da so se javni zavodi Sloveniji Bistriški odzvali. Tako se je grad Slovenska Bistrica oziroma Zavod za kulturo odzval z brezplačnim vodenjem po Sloveniji Bistriškem gradu. Ljudska univerza se je tukaj predstavila, predstavil se tudi zdravstveni dom z centrom za krepitev zdravja, kjer so izvajali meritve in pa svetovanje o zdravi prehrani. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica z bukvarno, Komunala Slovenska Bistrica pa se je predstavila z projektom Odpadno jedilno olje ni odpadek. Če združimo in potegnemo pod črto, je to bil zalogaj kar nekaj časa in pa seveda 25 ljudi je skrbelo za to, da se je tukaj vse varno dogajalo. Nekaj časa je trajalo so tudi predpriprave. Če pa pogledamo tudi iz finančnega stališča, je to prireditev, ki pravzaprav ravno da pokriva samo sebe, je pa pomembno in Komunalna Slovenska Bistrica se na tem mestu zelo odzvala in dala ljudem nekaj, kar je pravzaprav njihovega, kar so že nekaj časa imeli v mestu in da seveda po lanskoletni organizaciji Cvetnega petka, ko se je organizator, krajevna skupnost Pohorski odred odločila, da tega več ne bo izvajala, da seveda za to prireditev v takšnem ali pa še boljšem obsegu zadrži v mestu. Za prihodnje leto pa napovedujemo nekoliko bolj raznolik program in pa seveda nekoliko bolj raznoliko ponudbo, pa seveda tudi po segmentih združeno, tako si predstavljamo neko kulinarično ulico, pa potem tudi po sami vsebini združene postavitve vseh ponudnikov. In kako so bili s prireditvijo zadovoljni razstavljavci in obiskovalci? Promet je bil malo boljši kot lani, se mi zdi pa, da masovno ljudi je bilo pa malo manj kot lani. Kakšna se vam pa je zdela letošnja organizacija celotnega Cvetnega petka? Organizacija se mi zdi, da je vsako leto boljša, se mi zdi, da iz izkušenj mogoče kaj popravijo, tako da sami pohvaljeno. Ste zadovoljni s ponudbo tukaj na sejmu? Ponudba mi je kar všeč, se pravi od domačih proizvodov do pač tudi serijske suhe robe, tako da lepo. Torej vi kot podjetnik se udeležujete 2 leti, kaj pa predtem ste že tudi kaj hodili na Cvetni petek? Predtem smo že hodili kot pač meščan, se pravi kot udeleženec. Se mi zdi, da se zdaj vse malo prestavilo zaradi same organizacije, ni slabo, tako da ja, no. Letos, kot ve, imate nove organizatorje, ja. V redu, presenetljivo so se nekako uspeli odrezati, ker je težko, ko enkrat novo pa nič ne veš, ne. Ampak je vse ok, mislim, da. Pač ljudi letos je malo manj, se mi zdi, po moje vreme, malo ta veter ni glih prijeten, ampak boljši veter kot dež. Glejte, organizacija vredi, kar se pa udeležbe tiče, tega ti pa nišče ne more zagotoviti. To je pa odvisno od ljudi, od vremena in od vsega. Kaj pa imate vi tukaj pred sabo, kaj ste pa vi izdelovali letos? Mislim, jaz izdelujem daj, ko sem v pokoju ročno delo in to se ukvarjam predvsem z perlicami, ki so šivane z ročno iglo in dlaksom. Vsi izdelki so moji in večinoma tudi zdaj že lastna izvedba, tako da za določen izdelek porabiš ogromno časa. Zakaj je v bistvu vaš razlog, da hodite sem, si kupite kakšen izdelek? Ker se nekaj dogaja, ne? Ker je tukaj, ko pridem iz službe, nekaj se zgodi, pa grem malo ven pogledati, da nisem samo cel dan noter. Ne? Tako da, če bi se malo več stvari tukaj tudi dogajalo, bi tudi malo več kot ven prišli. Ne? Na območju občine Slovenska Bistrica je minulo soboto potekala tradicionalna akcija čiščenja okolja. Ljudje so čistili v več krajevnih skupnostih, med drugim na Zgornji Poskavi, odkoder so tudi naši posnetki. Akcijo pod sloganom Preden trava ozeleni, počistimo svoj kraj mi, je organizirala Komunala Slovenska Bistrica. Čistilno akcijo je tudi letos podprla občina Slovenska Bistrica. Čeprav jaz bi najbolj srečen, da je bila danes tiskovna konferenca na temo pobiranja smeti, pa bi rekli, da čistilne akcije ne bo, ne, da smeti ne bi bilo. Ne. To bi bilo najboljše. Ne. K temu bi morali vsi stremeti, kar je bilo tudi že povedano, da je treba začeti pri malih otrocih za to vzgojo. Vidimo pa sami, ko se vozimo, da teh smeti je res veliko in preveliko.
Ne nazadnje preko javnih služb je organiziran odvoz vseh smeti, torej ne bi bilo nobene potrebe po teh smeteh, ampak očitno zavest še ni tako daleč, ne, tako da so te čistilne akcije seveda nujne, po eni strani z vidika, da se te smeti poberejo, po drugi strani pa seveda, da ljudje vidijo, kaj se torej odlaga in da se tudi na ta način pove, koliko teh smeti se pobere, da se mogoče le koga dotakne, ki te smeti mečejo, predvsem tako, kot je povedano, skozi avtomobilska okna, ker namreč največ tudi sam, ko se vozim ob cestah, je res embalaže od pločevink do papirnate embalaže vrečk in to dejansko res nepotrebno in upam, da enkrat bo prišlo tako daleč, da bomo rekli, da čistilna akcija ni potrebna, da smo prišli tako daleč. Iz Komunale Slovenska Bistrica so sporočili, da so v 4 občinah, v Slovenski Bistrici, Račah, Oplotnici in Makolah, skupaj zbrali 9 ton odpadkov. Za akcijo je bilo uradno prijavljenih 4200 ljudi. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je minuli ponedeljek izvedla literarni večer za družine z otroki ob svetovnem dnevu mladinske književnosti. Predstavili sta se Mojca Plaznik Plavec, avtorica slikanic 20 jabolk in knjižničarka, ter Ana Ploj, ilustratorka slikanice knjižničarka. Mojca Plaznik Plavec je o ideji za nastanek knjige 20 jabolk povedala. Jaz otrokom vedno povem, da proces nastajanja take zgodbe in knjige je zelo dolg. To ne pride v enem letu, ne. Od same ideje za knjigo pa do tega, da sem jo držala v rokah, je trajalo 3 leta. Tako da, veste, kako je to, začneš pisati, pa te ni všeč, pa brišeš, pa spet nekaj napišeš, pa spet, pa ti je že všeč, pa rečeš, vse pa to je to. Potem pa pokažeš doma svojih hčeri, pa rečeš, mama, zakaj si dala zajca tu zraven noter? Če si dala zajca not, mu daj neko vlogo, ne samo, da ga imaš tu na začetku, pa spet jo na to, kak ne zdaj zajca dam zraven, ali ne dam ven, ne. Tako da proces je res dolgotrajen. Zgodba pa potem pač nastane takšna, kot je. Moram še to povedati, da malo so mi namignili tudi vzgojitelji in pa učitelji prve triade osnovne šole, da take slikanic, ki bi povezovala človeka in naravo, primanjkuje. In jaz sem šla malo pobrskati po knjižnici, pa jih res ni veliko, no, enih par je, ampak veliko jih pa ni. Pa se je potem nekako prižgala lučka, pa sem potem nekako to vse skupaj spravila na papir. Avtorica je prebrala tudi odlomek iz slikanice 20 jabolk. Na prostranem polju je med njivami rasla majhna jablana. Svoje veje je stegovala proti soncu, ki jo je vsako pomlad blagodejno božalo in ji prigovarjalo, naj se vendarle potrudi in požene zelene liste in cvetne nastavke. Jablana se je trudila na vso moč. Iz sebe je iztisnila vso energijo, vendar ji je uspelo pognati le majhne zelene lističe. Po cvetovih in močnih temnozelenih listih je samo sanjala. Bila je žejna, bila je lačna in tisti zajec s povešenim uhljem ji je vsako zimo objedal deblo. Slikanica z naslovom Knjižničarka je prva knjiga v sklopu poučnih zgodbic Poklici v slikanici, v kateri Iva in Beno na sprehodu po knjižnici otrokom približata poklic knjižničarke. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so minulo sredo gostili predavanje o plemiški rodbini Formacher-Lillenberg. Predaval je dr. Miha Freinfalk, višji znanstveni sodelavec in namestnik predstojnice Zgodovinskega inštituta Milka Kosa in odgovorni urednik revije Kronika. Predavanje je organiziralo Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica. Zbrane je nagovoril predsednik društva Primož Rajh. Med plemiškimi rodbinami, ki so krojile usodo Slovenske Bistrice, je bila tudi rodbina Formacher-Lillenberg. Tu je pustila močan pečat. Njeni člani so dolga desetletja upravljali poštno službo. Najdemo jih tudi med župani in ustanovitelji gasilskega društva. Kljub temu je spomin na Formacherje v Slovenski Bistrici do danes skoraj popolnoma zbledel. Izginil je tudi njihov grob na mestnem pokopališču. Tudi v genealoških pregledih plemiških rodbin, ki so izhajali še za časa monarhije, Formacherjev praktično nikoli ne najdemo, če pa že samo tisto vejo, ki je živela v Bukovini, v današnji Romuniji in ki ga bom tudi predstavil. No, tako da se je kazalo, ko sem začel raziskovati Formacherje, da bo dejansko treba začeti od ničle. No, potem se je pa pokazala srečna najdba
to je besedilo Anne Wambrecht-Zamer z naslovom nemškim Familienchronik der von Vormacher auf Lilienberg. Anno Wambrecht-Zamer verjetno bolj poznate kot pisateljico, ki je napisala znameniti roman o celjskih grofih, danes grofi celjski nikdar več. Je pa v svojem kratkem življenju napisala več del, med njimi tudi tole družinsko kroniko družine Vormacher leta 1930. Anna Wambrecht-Zamer je bila namreč mladostna prijateljica in sošolka dveh članic Vormacherjev iz Slovenske Bistrice, Frančiške in Zoje, ki sta se šolali v Mariboru. Ana je bila večkrat pri njih na obisku in je potem tudi napisala zgodovino njihove rodbine. Zdaj, to delo je ostalo v tipkopisu, ni bilo nikoli objavljeno, danes ga hranijo v arhivu v Gradcu. In iz tega teksta je razvidno, da je pri svojih raziskavah uporabljala tudi nekatere primarne vire, ki jih pa pogosto žal ni navedla in zato danes ni mogoče več preveriti. No in to delo Anne Wambrecht-Zamer je pripomoglo, da se je lahko vso množico imen, ki so se nenadoma začele pojavljati v virih, da se jih je spravilo v nek red. Zdaj, predstavitev neke rodbine je lahko zelo naporna, ker je zelo veliko imen in se zelo hitro lahko zgubimo, zato bom poskušal predstaviti to rodbino čim bolj nazorno počasi. Najprej bom predstavil neko zgodnjo zgodovino te rodbine, potem pa od 18. stoletja, ko postane plemenita in se razdeli na dve liniji, na Kranjsko in na Štajersko. Kar se tiče zgodne zgodovine Vormacherjev, se lahko opremo na ugotovitve Anne Wambrecht-Zamer, ki je ugotovila, da so bili Vormacherji pravzaprav v osnovi Tirolci iz Pustertala oziroma Pustriške doline in ne bi bili med tistimi Tirolci, ki jih je frajzenški škof v 13. stoletju naselil v Škofji Loki oziroma v njeni okolici. In Vormacherji so po njenih ugotovitvah dejansko dali ime eni novi naselbini v okolici Škofje Loke, ki se danes imenuje Forme, po nemško Formah. In potem dejansko Vormacherje v Škofji Loki oziroma v Stari Loki začenjamo najdevati tudi v arhivskih virih. Tam so imeli namreč v lasti nek dvor, se pravi neko tako večjo stavbo, večjo kmetijo in to več stoletij. Namreč, ko je v sredi 18. stoletja eden od Vormacherjev po imenu Marko Anton prosil za plemiški povzdik, je v tej svoji prošnji navedel, da je ta dvor v Stari Loki v njihovi rodbinski lasti nepretrgano že skoraj pol tisočletja in da je lastnik v tem času prav on, Marko Anton, ki ga je ta dvor podedoval od svojega očeta. Zdaj, v tem dvoru pravzaprav ne vemo praktično nič, se zelo verjetno tudi ni ohranil, oziroma če se je predelan, se ga ne da identificirati. Je pa možno, ena ideja je, da se je imenoval pravzaprav Lilienberg. Zakaj to? Zato, ker ko je Marko Anton dobil plemiški naziv, je dobil tudi dodatno ime, kot se temu reče, predikat, in sicer po nemško Auf Lilienberg. In prav ta predlog Auf je običajno nakazoval, da gre za neko posest, na kateri družina dejansko sedi, da v njej živi. Zdaj, Anna Wambrecht-Zamer sicer pravi, da je bil Lilienberg nek grad v bližini Škofje Loke, vendar to ne drži, ker v okolici Škofje Loke ni bilo nobenega gradu s tem imenom. Nažalost pa tudi sam Marko Anton v svoji prošnji ničesar ne pove o tem Lilienbergu, on samo prosi, če se lahko imenuje s tem dodatnim imenom, nič pa ne omenja nekakšnega grajskega objekta. No, Marko Anton je potem v svoji prošnji naštel številne prednike, sorodnike, ki so se odlikovali v preteklosti kot uradniki, kot vojaki, zlasti v bitkah proti osmanskim Turkom na Balkanskem polotoku. Namreč vsak, ki je želel postati plemič, ki je dal prošnjo na dvor, da bi bil povzdignjen plemiški stan, moral navesti številne zasluge, zakaj si zasluži pravzaprav plemiški naziv, in to ne samo za svoje zasluge, ampak tudi zasluge svojih prednikov. No in Marko Anton je potem izpostavil predvsem dva brata iz 16. stoletja po imenu Peter in Matija Vormacher, ki jima je nadvojvoda Karel konec 16. stoletja podelil grb in pravico, da imata lahko fevde. In ta podelitev je bila nagrada za njuno zvesto in učinkovito službo, oba sta bila namreč uradnika,
Peter je služboval na Tolminskem, Matija pa na Vranskem. No in kot je ugotovila potem Ana Vamprecht-Zamer, je Matijeva veja kmalu ugasnila, medtem ko je Peter bil prednik vseh poznejših Formacherjev.